Gotovo bi se strinjali, da živimo bolje kot pred 35 leti, to da smo, kot smo sanjali in si želeli, blizu Švici. Nismo ne gospodarsko, ne moralno, ne pravno daleč od Švice. Lahko bi se recimo še bolj delno, jaz ne vem, kaj ne rečem na to. Mislim, tudi v Švici ni vse tako, kot bi morali biti verjetno, ne? Jaz mislim, da marsikaj, da se je, ja. Človek ne bi rekel, da je tako. Dobro bi bilo, da bi tako bilo, sam ni tako. Ne ravno. V nekaterih pogledih, ja. Mislim, živimo v prelepem mestu. Mislim, da službe so kar na dosegu roke. Tili davki nas pa majčkeno dajejo, no. Takšni so torej občutki. Kaj pa kažejo podatki? Najprej bruto domači proizvod na prebivalca. V Sloveniji je leta 2025 znašal dobrih 33 tisoč evrov, v Švici trikrat toliko. Zaostajamo tudi pri kupni moči. V Švici je za 16% nad, v Sloveniji pa za 14% pod povprečjem Evropske unije. Cene življenjskih potrebščin v Švici so se v zadnjem desetletju zvišale za 8%, v Sloveniji za 35%. No, nekje pa smo Švico vendarle dohiteli pri zadovoljstvu življenjem. V Sloveniji smo ga ocenili 7,7 na 10-stopenjski lestvici, kar je povsem enaka povprečna ocena kot v Švici. Podobno je tudi pri zadovoljstvu z dolžino prostega časa med osebnimi odnosi, so pa Švicarji, kar ne preseneča, bolj zadovoljni s finančnim stanjem svojega gospodinjstva kot Slovenci. Ključno vprašanje pa, zakaj so sanje o drugi Švici ostale samo sanje? Imeli smo izjemen potencial, želje, sanje. Danes stanje sicer še zdaleč ni katastrofalno, pojasnjuje dr. Peter Vostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, a lahko bi bilo bistveno boljše. To 35-letno obdobje ima namreč eno veliko črno piko in to je tisto obdobje med 2008 in 2015. Karte, na katere smo stavili, smo takrat morali zmanjšati. Prej smo bili v vodilni skupini držav z vidika najbolj progresivnega obnašanja, če rečem pod narekovaji. Po tistem smo morali enostavno ključne dejavnike, ki prispevajo k rasti konkurenčnosti, produktivnosti, smo jih bistveno zmanjšali in takrat ustvarili veliko kar luknjo. Izhodišče Slovenije, ugotavlja tudi zgodovinar dr. Aleksander Lorenčič, je bilo dejansko veliko boljše kot v drugih tranzicijskih državah. Ampak kar je problem, da vsega tega kapitala nismo izkoristili kot neko razvojno priložnost. Zdaj smo priča predvsem prehajanjem od ene vlade k drugi vladi, med eno politiko drugi in to se mi zdi ta osnovni problem. Se pravi, upravljanja, neko strateško razmišljanje, to nam je umanjkalo. Predvsem Slovenijo torej tepejo napake iz preteklosti. Kam in koliko smo vlagali? Slovenija je do leta 2008 za te investicije, ki jih povezujemo najtesneje z inovacijami in inovacijsko podprto rastjo, smo v te investicije namenjali več kot 10% bruto domačega proizvoda. V tistem obdobju 2008 do 2015 smo padli pod 8%, to je pa milijarda pa pol na leto izpada ključnih investicij. Tudi zato so se ambiciozne sanje razblinile. Druga Švica, je jasen dr. Lorenčič, pa je bila že v izhodišču le politična floskula, romantična predstava. Eno je realnost, drugo so pa bile te predstave, te romantične predstave in zaradi tega razkoraka je seveda lahko to razočaranje še toliko večje. Kaj pa, če Slovenijo primerjamo z državama, ki sta nastali v podobnem obdobju s Češko in Slovaško? Bruto domači proizvod na prebivalca je v obeh nekoliko nižji kot v Sloveniji. Podobno je skupno močjo. Cene življenjskih potrebščin so se v 10 letih na Češkem in Slovaškem zvišale bolj kot pri nas. Čehi in Slovaki pa so, kažejo podatki, tudi nekoliko manj zadovoljni s svojimi življenji kot Slovenci. A občutek je očitno drugačen. Čehi, Slovaki so nas že zdavnaj prehiteli, celo Albanija. Zdaj smo bili s prijatelji, smo bili dol in smo bili zelo, zelo presenečeni. Na Češkem sem bila pred kratkim in mislim, da nas je kar prehitela, recimo v dostopnosti do stanovanj. Mislim, da tole kar boljša peljejo kot mi. Ne, jaz mislim, da smo pa boljši, da smo nekaj naredili, verjetno. Pa pustimo politiko, ampak na gospodarskem področju smo sigurno boljši. Neprimerno boljš nam gre. Sam se mogoče tega niti ne zavedamo. Slovenci smo zmeri taki, da zmeri vidimo, mislim, napake bolj.
Kako pa razvoj svojih držav v primerjavi s Slovenijo vidijo Čehi in Slovaki? Ob osamosvojitvi Slovenije je bila Slovaška, izpostavlja novinar naše sestrske medijske hiše TV Markize Tomaž Velecki, manj razviti del tedanje skupne države. Hrubý domáci produkt prepočítaný na jedného obyvateľa bol v tom čase na Slovensku približne o polovicu nižší ako vo vznikajúcom Slovinsku. Dnes je rozdiel približne tretinový. Rozdiel v platoch v Slovinsku a na Slovensku je tiež zhruba tretinový. Drugačen, predvsem pa hitrejši, pripoveduje novinarka TV Nove Karolina Šuranova, je bil napredek že tedaj razvitejše Češke. Vývoj České republiky za posledních 35 let lze charakterizovat jako úspěšnou transformaci z centrálně řízené ekonomiky na stabilní tržní. Danes so vse tri države članice NATO in Evropske unije s podobnými težavami. Vyrovnať sa so starnutím populácie. Ako Bratislava, tak aj Ljubljana musia hľadať spôsob, ako zabezpečiť rovnaký alebo vyšší ekonomický rast, aj vtedy, keď tam budú klesať počty pracujúcich. A novinarska kolega vidita tudi nekatere razlike. Česká republika byla více otevřená k mezinárodním investorům. Slovinsko se mi zdá, že spíše uzavřené do sebe a chce obchodovat s těmi domácími investory. No a také Česká republika má stále českou korunu, kdežto Slovinsko už má euro. Slovinsko má Tadeja Pogačara, Slovensko malo Petra Sagana. Kaj pa primerjava z baltskimi državami? Po bruto domačem proizvodu na prebivalca so vse tri, Litva, Latvija in Estonija, nižje kot Slovenija. Po kupni moči se je Litva uvrstila nekoliko bolje kot Slovenija, vse pa so zaostanek za evropskim povprečjem precej zmanjšale. Države, ki so nas nekdaj gledale v hrbet, se nam torej vse bolj približujejo. Pri teh strogo gospodarskih kazalnikih še vedno nismo na ravni Švice, ampak če pa primerjamo z ostalimi temi državami, ki so se nekako osamosvojile v podobnem obdobju kot Slovenija, smo pa zelo primerljivi oziroma kar na prvem mestu med ostalimi primerjanimi. Je pa morda pomembno dejstvo to, da vse te države so pa v zadnjih 30 letih zmanjšale zaostanek za evropskim povprečjem. Kaj torej storiti, da bi Sloveniji uspel razvojni preboj? O tem podrobno pišemo na 24ur.com.